Pozdravljeni. Danes bomo skušali ugotoviti, kakšen je stil ustvarjanja Adriana Newaya in seveda, kako sam tehnični pravilnik skuša omejiti fantazijo glavnih inženirjev pri vseh ekipah Formule 1. Govoriti o Adrianu Newaju je vse prej kot enostavno. Mnogi ga smatrajo za genija in po mnenju nekaterih je največji inženir Formule 1 vseh časov. In tudi sam tu na kanalu v preteklih več kot 1500 prispevkih sem ga večkrat omenjal. In da ne bom ponavljal tistega, kar sem že povedal, bi vas najprej rad usmeril k dvema starejšima prispevkoma. V prvem sem govoril o tem, kdo so po mojem videnju najboljši inženirji šasije vseh časov in seveda Adrian Newey je med njimi. V drugem sem napravil recenzijo njegove biografije How to Build a Car. A danes bom skušal na hitro orisati, zakaj je Adrian Newey tako poseben, tako edinstven. Namreč mnogokrat ga nekateri res označijo za genija, ampak ne povedo zakaj. Adrian Newey je v svetu Formule 1 od 80 let prejšnjega stoletja. Torej, lahko bi dejali, da njegova kariera se razpoteza čez 4 desetletja in ogromno sprememb pravilnika. In seveda, ko bomo skušali razumeti, zakaj je Adrian Newey tako pomemben, se bomo dotaknili tudi drugega dela današnjega vprašanja. Namreč razložil bom, zakaj v Formuli 1 pravilnik, ki ga sestavi FIA, omejuje inženirje na prav poseben način. Zavedati se moramo nekega dejstva. Če bi FIA napravila tehnični pravilnik, kjer bi bilo vse točno določeno in vse specificirano, razvoja ne bi bilo. Ukolikor se postavi neke točne omejitve, bi vsi v izjemno kratkem času prišli do enakih zaključkov in na štartnem razporedu bi imeli 20 identičnih bolidov. In to je nekaj, kar si v Formuli 1 ne želimo. Ukolikor bi imeli takšen štartni razpored, bi se serija imenovala na primer IndyCar in ne Formula 1. In pravzaprav Adrian Newey je inženir, ki izjemno dobro pozna filozofijo, s katero se pripravljajo pravilniki, ki veljajo v določeni sezoni. Jasno je, da tudi njegovi bolidi so evolucija. Mnogokrat vidimo, da med sezonami kakšnih velikih razlik ni, so samo, imenujemo jih, dodelave in spremembe na onih področjih, kjer pravzaprav so med samim letom ugotovili hibe. Tako tudi vidimo, da na primer v zadnjem obdobju med RB18 in RB19 v bistvu ne vidimo revolucionarnih sprememb, ampak samo neko evolucijo ideje, ki deluje. In Adrian Newey, verjeli ali ne, ima rad enostavne bolide. Namreč, ukolikor vzamemo vse tisto, kar je ustvaril v njegovi karieri in bi to dolgo vrsto bolidov nekako postavili od začetka pa k koncu, bi ugotovili, da praktično obstaja neka rdeča nit, ki nam kaže razvoj njegovega mišljenja. In mnogokrat tudi Adrian Newey ni imel prav. Spomnimo se, v sezoni 1994, ko je pri ekipi Williams napravil bolid F2V16. Ta je bil evolucija predhodnika F2V15. Ampak po drugi strani
je Adrian Newey dobesedno pozabil na dejstvo, da v sezoni 94 ni bilo več dovoljeno imeti aktivnega vzmetenja in ni prilagodil določenih parametrov, kar se tiče dolžine dna in seveda bočnih struktur. Vemo, kako se je zgodba končala in sam Adrian Newey v svoji knjigi je to priznal in seveda ustvaril model B tiste specifične šasije. A po drugi strani lahko vidimo, da tudi v novejšem času so bili Red Bulli tisti, ki so imeli na štartnem razporedu izjemno kratko medosno razdaljo in visok kot dna na samim asfaltom v primerjavi naprimer z Mercedesom. In videli smo, da na koncu predzadnjega obdobja so prevladovali bolidi z daljšo medosno razdaljo, kar je dokazal tudi sam Adrian z modelom RB16B. A vrnimo se na njegovo razumevanje samega problema in koncepta. Mnogokrat lahko vidimo, da pri vsaki ekipi Formule 1 se trudijo upogniti pravila. In to je storil mnogokrat tudi Adrian Newey. V preteklosti, sedaj bomo uporabili za pomoč maketo Red Bulla RB12, so se mnoge ekipe trudile zmanjšati čelni upor bolidov na samih ravninah. Najprej je Adrian Newey dobil izjemno enostavno rešitev. Namreč na svoje bolide so na zadnjem upetju vgradili izjemno šibke blažilce ter vzmeti. Ko so na sami ravnini bolidi začeli dosegati končno hitrost, je sila zračnega toka se povečala in rezultat tega ob izjemno šibkih vzmeteh je bil ta, da se je zadek bolida dobesedno pogreznil in seveda tako se je spremenil tudi kot prednjega in zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, brez da bi bilo treba imeti kakšen kompleksen sistem. Ko je voznik popustil na stopalki za plin, je seveda se zmanjšala sila in vse je prišlo v tisti prvotni položaj, kjer je bolid imel oprijem. Nato je sledila variacija te ideje, ko so pri ekipah začeli računati, kolikšna togost je potrebna, da se bo sam profil na zračnem toku upognil v tisto smer, ki je omogočala manjši upor tako na sprednjem profilu, kot tudi na zadnjem. In ta ideja je seveda bila zatrta šele pred kratkim, ko so spremenili tehnično direktivo v Formuli 1 in sedaj lahko opazimo tiste kontrolne pike na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer pravzaprav spremljajo tehnični delegati upogibanje tudi med samo vožnjo. Do predtem so seveda merili samo statično, ko so obremenili z določeno silo določen element. In seveda vse to je zapisano v tehničnem pravilniku in tehničnih direktivah. A potrebno je razumeti, da ukolikor hočemo razvoj, moramo pustiti določeno mejo sivine. Pravilniki Formule 1 so nalašč napisali tako, da dovolijo določeno mero svobode. So permisivni in ne represivni. Kakšna je razlika? Represivni pravilnik je tisti, ki pravzaprav prepoveduje vse tisto, razen onega, kar je v bistvu specifično dovoljeno. Permisivni, kot oni, ki ga vidimo v svetu Formule 1, je v bistvu obratna zadeva. Dovoljuje vse, razen onega, kar je specifično prepovedano. Namreč v Formuli 1 imamo določeno, kolikšno je na primer v tem primeru lahko maksimalna ali minimalna medosna razdalja. Imamo seveda še množico drugih omejitev, kot je višina, širina in na primer minimalna masa samega bolida. In tu kakšnih velikih bližnjic ni. Seveda ni jih, ker v preteklosti so jih mnogi že poizkusili, tudi dobili in seveda do danes je FIA te možnosti dodobra zaprla. A to ne pomeni, da v prihodnosti ne bomo videli
kakšnih revolucionarnih sprememb, ki bodo določeni ekipi dale prednost. A verjamem, da mnogi izmed vas, ukolikor vidijo kakšno tako posebno idejo, začnejo takoj govoriti, da določena ekipa slepari. In v bistvu moramo razumeti, da takšno razmišljanje izven okvirja, izven pravil, ne pomeni, da nekdo hoče slepariti, ampak da se tako izboljšuje šport in v bistvu spodbuja napredek. In prav pri napredku, pri genialnih idejah je Adrian Newey verjetno eden izmed najboljših. Še posebej zato, ker kot oseba je skromen. Nikoli še ni imel za tistega najboljšega, za tistega genialnega, kot ga mnogi opisujejo. Ampak znano je, da s svojimi inženirji redno rad diskutira o določenih idejah. Ukolikor ima nek preblisk, ga takoj da na preizkušnjo svojim sodelavcem in jim praktično ukaže, naj ga skušajo poraziti, naj dokažejo, da nima prav. In ukolikor se pokaže, da je ideja Adriana dobra, jo na to skušajo vgraditi tudi na bolide. In Adrian Newey zmeraj gleda, kaj so napravili tudi njegovi kolegi pri nasprotnih ekipah. Kolikokrat smo videli, da so mehaniki skušali s svojim telesom zakriti bolide, ko se je Adrian Newey sprehajal po paddocku. Namreč dovolj mu je nek pogled, da razume koncept in na to ga lepo prekopira. Brez tega, da bi ga bilo sram to narediti. Adrian Newey je eden izmed največjih inženirjev, ampak njegove stvaritve, kot sem povedal, so enostavne. Zaman bomo pri njemu dobili neko revolucionarno rešitev, kot jo je na primer vpeljal John Barnard z ogljikovimi vlakni v McLarenu MP4. A to ne pomeni, da je Adrian Newey manj vreden. Pri njem moramo gledati celoten opus in ne samo ene šasije, ene rešitve. In prav to ga dela posebnega. A konec koncev lahko tudi razumemo, da prednost, ki jo ima v tem trenutku Red Bull RB19, je sad dela, ki traja v bistvu skoraj da desetletje. Namreč iz sezone v sezono so pri Red Bullu zbirali določene koščke, določene rešitve, ki so jih v zadnjih nekaj letih skupaj povezali v neko učinkovito celoto. Tudi zaradi tega Adrian Newey je tako dober, ker zna razumeti, v katero smer se mora razvijati in vlagati, kaj je dobro in kaj ne. In mnogokrat vidimo pri ostalih ekipah, da med dvema sezonama pridejo na dan čisto drugačni bolidi. In prav to kaže, da v predhodnih letih niso delali v pravi smeri. Nekaj, kar pri Adrianu Neweyju ne vidimo. In upam, da sem sedaj na hitro razložil, zakaj je Adrian Newey tako poseben in kako skušajo pri FII omejiti delo vseh inženirjev Formule 1. Vsekakor pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.